levo, desno vlečem jih, punce vedno spravljam z njih. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu v Sloveniji. Bog da je sreča, ljudje Božji, ja prav lepo pozdravljen od nove, da je mej za smeh na Ansa TV. Moja malenkost Morten Tenatenčk. Ja, ljudje Božji, da ne pozabim, takoj povem, danes dobim gosta. Ja, tako je. Goste in to mlade Dolence. Ja, tes, ko so mlad Dolenci, pa nisem več tako mlad. Ja, pa se hecajo na ta račun, da nisem mlad, so že star. Mislim, nisem star, so v letih, no. Mislim, v lepih letih, mislim. Da, nisem več mlad, no, v glavnem, ne? Te, mladi Dolenci. Ja. No, preden pride tukaj Hmjan pred moj hramček, gremo mi ta cajt na našo videolestvico. In prvo na današnji videolestvici Sane Mirovce. Ja. Naslov videospota Jaz ne lažem se je zlagal v prvem stavki. Jaz ne lažem. Zakaj lažeš, da ne lažeš? Ne? Muskantar pa da ne laže. Majoj. Vete, to je tako, ne? Še nisem spoznal, mislim, ne da laže, ne govori resnice. Edin to je, ne? Da muskantar. Ja, muskantari imajo takšen pogled, da imajo veliko ljubic, ne? Mislim, ljubic. Veliko oboževalk, ne tako, ja. In zdaj, če se kakemu dopade, ja, reče, ne, da je, pač ne, da je frej, ne, pa ledik, ne. Če pa kaka se mu ne dopade, ja, je pa takoj poročen, pa ima, pa ne, pa vse, ne. Tako da, imaš pa oboje kalibre, ne, sa frej in nisa frej, ne. Tako da, tako vam bom povedal, moški so in ne mi rečite, da se ne lega, ne, to ne verjamem, ker za ljubimir, pa za spokoj doma in po svetu, je treba včasih tudi kaj zamolčati, pa tudi kaj resnico ukriviti, ne, če me razumete. Ker če jaz to doma ne bi delal, jaz bi decembra sigurn visel nek, kap me minka vete kva, naredila. Križala bi me, ali kako bi tem rekel, da nam zdaj kaj narobe rekel, ne bi bila vesela, tako bom tem rekel, ne bila vesela, ne? Če ne bi jaz resnico malenkost ukrivil, da je ona zadovoljna, ne bi bilo prav, ne? Je pa vas to tako doma, ne? Ja, včasih treba malo zamolčati, pa malo čas tudi pokimati, pa si misliš, ne, glava pa tako naredi, če si pameten, pa to čas, kaj malo, ne, okoljovenka bi človek rekel povedati, ne? To je že malo drugače, ukriviti resnico. Ne mi pa reči, jaz ne lažem. Ja, dober je, vidite. Ne, ja, to je pa tisan izgovor, to je pa res. Ko človek reče, jaz ne lažem, pove pa ukrivljeno resnico. Dajmo tem tako reči. Ansambel Nemir. Zakaj mi ne verjameš, da nisem z drugo bil? Ker ko si me klicala, sem bil nedosegljiv. Zakaj mi ne zaupaš, oči me zdaj poglej? Saj jaz sem čist kot solza, jaz nisem bil pri njej. Kaj takoj pomisliš samo na eno stvar? Čeprav sem jaz prepričan, da sva najboljši par. Kaj me ne poslušaš in gledaš me grdo?
jaz nisem kriv, če včeraj signala ni bilo. Ne, jaz ne lažem, no ja, čeprav je res, da eno je resnica in drugo nekaj vmes. Ne, jaz ne lažem, jaz nisem kak blefer, saj celo stvar zakuhal je moj operater. Zakaj mi ne verjameš, da nisem z drugo bil? Ker ko si me klicala, sem bil nedosegljiv. Zakaj mi ne zaupaš, v oči me zdaj poglej, saj jaz sem čist kot solza, jaz nisem bil pri njej. Kaj takoj pomisliš samo na eno stvar, čeprav sem jaz prepričan, da sva najboljši sva. Kaj me ne poslušaš in gledaš me grdo, jaz nisem kriv, če včeraj signala ni bilo. Ne, jaz ne lažem, no ja, čeprav je res, da eno je resnica in drugo nekaj vmes. Ne, jaz ne lažem, jaz nisem kak blefer, saj celo stvar zakuhal je moj operater. Ne, jaz ne lažem, no ja, čeprav je res, da eno je resnica in drugo nekaj vmes. Ne, jaz ne lažem, jaz nisem kak blefer, saj celo stvar zakuhal je moj operater. Saj celo stvar zakuhal je moj operater. Ansambel Narcis je naslednji na naši videolestvici. Naslov spota Rdeča lečka. Ja, če pa kaj zima naredi, pa to lepo naredi, brez šminke. Ja, rdeča lečka. Ja, kaj je lepšega, ko pride dekle ženska iz hladnega na fejstu apel. Dobi take rdeče lečke, očke se zasvetijo, ja, take rdeče lečke dobi, ko ješ še mi kjera kakšne, ja, pa ne dolžne, ne. Če pa da še kakšnega čajčka, da mal spije, pa še bolj pogreje, pol pa še nosek mal za svet. Dej pa zram rdečih lečk še rdeča šminka, se pa avtomatsko zaljubim. Ja, fertik, pejka. Nemaš kaj, imam tudi jaz šejpke točke. Ansambel Narcis in Rdeča lečka. Se smejala in hihitala, šaljivo mu me žikala. Sem malo trapasto obstala, ko je dejal, da rad me ima. Zdaj ni več šale, no vse zabave, odhajam v upanju na to, da me ne sreča in ne opazi, ker zopet sram izdal me bo. Rdeča lička me izdajo ne vede, rdeča lička kakor sladke jagode. Skrivajo zirom se v množici deklet, pa najde me njegov pogled. Rdeča lička me izdajo ne vede, rdeča lička kakor sladke jagode. Najbolje bo, da vsak se mu takoj predam in sladek mu poljubček dam. Ne išče in ne osvaja, ker zdaj njegovo sem dekle. Sedaj se smejem in ga zapeljem, ko krilcu kažem mu noge. Rdeča lička me izdajo ne vede, rdeča lička kakor sladke jagode. Skrivajo zirom se v množici deklet, pa najde me njegov pogled. Rdeča lička me izdajo ne vede, rdeča lička kakor sladke jagode. Najbolje bo, da vsak se mu takoj predam in sladek mu
lička me izdajo, ne vedi, rdeča lička kakor sladke jagode. Najbolje bodo srce mu takoj predam in sladek mu poljubček dam. Ja, ljudje božji, še enkrat sporočam, še mal pa mi pridejo goste mladi dolenci, tako je. Bomo kakka s temi pobi rekli, poklepetali, pa mali boste še spoznali, ne, tako. No, ta cajt pa dajmo pogledati še kakšen videospot, naslednje nočni skok. Naslov videospota pa Bambina, je cura fina, ko rdeče ličke ima, ne? Ja, ete rdeče ličke, Bambina, ljubica moja, jest ne lažem. Nočni skok in Bambina. No, vidite, naslednji videospot je še ena, taka, majčkena laž, no. No, sej, veliko je tudi resnica, ampak marsikdaj je pa tudi laž. Naslov videospota je še enkrat šla s teboj bi pred oltar. Ja, ne. No, se verjamem, da marsikje. Moja minka
Čeprav ima veliko zapovedat, bi šla z mani, po moje, še enkrat pred oltar. Da, se tudi jaz ne smem reči, če bila oba mlajš, verjetno še enkrat šel z njo pred oltar. Bi pa fejs premislil, ne, za opcije. Ja, dajmo pogledati, ansambel Petra Fenka še enkrat šla s teboj bom pred oltar. Vej si ta video spod poglejte, kmen pa prihajajo že mladi dolenci, pa se vedno pol nakasneje, ko tole video spod poglejte. Ansambel Petra Fenka. Na tisti dan, ko sva te sva imela, je v mojem srcu živ, kot da bi včeraj bil. Po letih, ki s teboj sem že jih prehodila, lahko ti le povem, da res srečna sem. Samo s teboj želim srebro v laseh imeti, v nočih brez spanja te obožati toplo. Le ti še vedno znaš me z upanjem objeti, prižgati žar v očeh v najtežjih dneh. Še enkrat šla s teboj bi pred oltar, srce vsak dan tako mi govori. Čeprav so dnevi temni že bili, sva mi dva danes najsrečnejši par. Samo s teboj želim srebro v laseh imeti, v nočih brez spanja te obožati toplo. Le ti še vedno znaš me z upanjem objeti, prižgati žar v očeh v najtežjih dneh. Še enkrat šla s teboj bi pred oltar, srce vsak dan tako mi govori. Čeprav so dnevi temni že bili, sva mi dva danes najsrečnejši par. Čeprav so dnevi temni že bili, sva mi dva danes najsrečnejši par. Droge gledalke, drogi gledalci, z mano takole pred mojim hramčkom so mladi dolenci, bude sreča bolje. Bravo, zdravo. Kako ste, kaj? Živa. Pa super, kaj ćemo reći? Kaj ćemo reći, super smo. Kako se kaj gledaj bolj na Kranjskem počutite, kot neče iz Dolenjska? Pa cela Slovenija je ena družina, kjer smo je v redu. Ali to je pa res, to je res. Drugače pa vi ste bolj Podgorci, ne?
absolutno. Čisti Podgorci, ne? To sem prečetal, na internetu. To sem prečetal, da ste vse okoli Podgorja doma, ne? Točno to. In kje ste se pove dobili, ne? Dajte mi povedati. Kakšni so bili vaši začetki, ne? Zdaj v bistvu naši začetki segajo že več kot 23 let nazaj. Jaz pa Tomaž sva soseda in že od malih nog sva iskala neke možnosti, kako bi v življenju v svoji doživela neko glasbeno kariero, kjer bi udejstvovala tisto, kar sva oboževala v tistem času. In našla sva Ladota. Lado je namreč iz sosednje vasi, sicer bratranec od mojega očeta, in tako da so v bistvu neke vezi že stkane na začetku. In potem je šla pa zgodba naprej. In to ste se dobili pa verjetno, če to ena vas pa druga vas, ne je sigurno neka veselica, Nismo glih veselice imeli, vsi smo radi za žogo tekli. Fuzbal, ja. Tako da na v bistvu po eni tekmi, fuzbalski tam prijateljski med vasem, smo čisto tako prišli skup Z idejo in smo kar zašpilali. A že direkt po tekmi? Direkt smo zašpilali in to je kar zvenelo že takrat, ne. In veselica po fuzbali, in družba, in pijača, in vse je bilo verjetno, ne? No, nismo bili še toliko takrat uigrani, tako da smo šli kar na samo. Aha, za meške nadmakli. Pa tudi pijače ni bilo še tako, ne, ker Simon je bil šele 11 let star, no, jaz vem več. Dolg cajta nazad, mislim, dolg smo bil sa blat. Pa že ampak tako, inštrumente, pa neka muzika so verjetno že kaj v familiji delali tu, da so povezani. Ja, v bistvu, jaz imam očeta, ki je v bistvu že celo življenje bil ljudski godec, tako da sem jaz že to muziko doma. Simon ima tudi korenine, pa starega očeta je tudi igral, pa kitarist Lado je pa tudi, so imeli pa sploh. Z glasbene družine, čisto. Niso bili študirani glasbeni, ampak samouki, dobri samouki. Vi ste pa tudi po kakšna šola hodili, tudi samouki? Jaz sem potem v bistvu, ko smo začeli, sem sporedno še glasbeno šolo hodil. Sem je učil Franci Arh iz vaših koncev, tako da... Pa da boš imel moj sost. Res? Brez jebance, mislim, ne zdaj več moj sost, no zdaj se je preselo v Brežiški koncu, že pa Levci. Drugač pa moj sost, nek manj, z Skovca. Pa lepo pozdravljam. Hvala lepo, lepo pozdravljam, pa niso. Tako da on je bil mentor za bariton v nižji glasbeni šoli, tako da Tomaž je pa v bistvu že najbolj, da sam poveš. Jaz sem pa v bistvu harmoniko špilal, učil nekako sam se, pa to v glasbeno sem hodil pa za trobento, no. Za trobenta? Ja, se to je podobno, trobenta. Čisto, tipke so, ne. Ja, to je pa to. Sem mehani, ne. Sem mehani, ampak čisto neč podobne tipke, ne. Pa malo manjih je, ne. Dobar, neč odga. Da mi povej, kako gre pol to, da si v glasbeno šolo hodil na trobenta, doma pa harmonika špilal? Ja, da je malo razlike, ne. Kasneje smo tudi s kitara malo začeli in vse sorte. Vse inštrumente. Če si glasbenik in ni over. Ja, moraš špilati. Ni meja med inštrumenti. Moraš špilati več inštrumentov, ne? Bolj zanimivo je, ne. Bolj zanimiv, ne? Tako da, če že, recimo, tako se pa mi malo pohecamo, če že žensko moraš imeti eno in isto, ne, pa lahko vsaj pri harmonikah, ali imaš 3, 4, pa imaš pa še kakšno drugo. Mi vidva poj povedala, ko bojo kamere se ugasle, če je sam ena ženska tlele. Pa pustimo zdaj dekline, pa gremo mi na prvo vedel pa danes pove, če ste za to. Ta se imenuje Kdo je pravi? Kdo je prav? To bojo gledalci ocenili. Ta videospot oziroma ta pesem je nastala skupaj v sodelovanju z ansamblom Prva liga. To so fantje, s katerimi smo dobri prijatelji. Pesem je malo hudomušna, govori o nekem rivalstvu med mlajšimi in starejšimi, tako da gledalci Evo, se nam nekaj pada. Ja, palica. Zgleda, da je potrejše, veš.
Tako da ja, tu smo pred leti potem tudi video spot posneli in ja, gledalci na ocenijo, kdo je pravi. Kdo je pa avtor besedila pa melodije? Avtor melodije je Lado, naš kitarist, ki ga danes ni med nami, ampak še vedno med nami sicer. Avtor besedila je pa Matej Kocijančič. Odlično, fante, če sta za to, gremo pa gledati. Gremo. Na, deva. Drage gledalke, dragi gledalci, prvo video spot danes od mladih Dolenjcev, kdo je pravi? Na, pa prečetite, pa presudite, kjer je ta prav. Smo Dolenjci, vsa Slovenija to ve, in le za dobro muziko razbija nam srce. Nekoč je druga rekla nam, da rada nas ima, a tista punca je sedaj že nekaj let gospa. To mi smo prva liga, radi pojemo na glas, in v naši družbi vedno vsem prehitro mine čas. Bi punce rade, da bi kdo od nas pod oknom pel, in vsak dolenjski oče bi zavzeta nas imel. Kdo je pravi, ko na oder se postavi, kdo je glavni na zabavi, je premlad ali prestar? Kdo je pravi, ko se zavrti v glavi, kada s cvičkom se nazdravi? Hitro smo vsi za stvar. Še malo boste zrasli, nekaj let preteklo bo, a do takrat pač jasno je, mi prva liga smo. Z Dolenjske ste mladost, pa je že stvar preteklosti, zato pa mladi smo Dolenjci zdaj lahko le mi. Kdo je pravi, ko na oder se postavi, kdo je glavni na zabavi, je premlad ali prestar? Kdo je pravi, ko se zavrti v glavi, kada s cvičkom se nazdravi? Hitro smo vsi za stvar. Pravi, ko se zavrti v glavi, kada s cvičkom se nazdravi? Hitro smo vsi za stvar. Kdo je pravi? Evo, drage gledalke, dragi gledalci, z mano še kar mladi Dolenjci in Simon ter Tomaž. Bobje, prav te ste s Podgorja, špelate že kar en cajt, drugače ste en z drugi vesej. Dajte mi povedati, kje ste že kaj špelali, no? Vem, da imate kar ne par dosežkov, ko ste že okoli špelali po tej naši ljubi Sloveniji, ja? Kjer se najbolj ponosni, recimo, pa največ vam pomenijo? Ja, zdaj, če govorimo o samih nastopih, imamo pravzaprav doma en zemljevid, pač mi, ko smo začeli, še niso bile tablice tukaj razširjene, in so imeli dejansko zemljevid, kjer je oče, pač kater je bil na začetku kot moja osebna izkaznica,
Potem pa je seveda v vsem tem času bil z nami kot tonski mojster, pa kot neke vrste menedžer. In on je, še zmeraj je tudi, no, tako je. In on je vsak kraj, kjer smo bili, ga je s flomastrom pocahal. Ja, in zemljevid je enobarven. S kakim šerim, rdečim, plavim? Ne, je bilo iste barve, ves čas taka zelena, se pravi zemljevid je zelen. Zelen, naša zelena Slovenija. To pomeni, da smo Slovenijo prešpilali po dolgem in počez. In to je lahko največji ponos. To ni velika ansambla, ko lahko reče, da je prešpilo celo Slovenijo. Tako, ko se pogovarjam, vem, da hodijo malo po ta konc, bolj konc, da pa vse posod pa jih ne veliko. Pride obdobje, ki pač nekje si v enem koncu malo več, tako da tudi pa drug konc. Drugače smo pa tudi od zunaj precej veliki igrali. Deutschland, Österreich, tudi Amerika, Kanada. Amerika, Kanada sta vi kar hitro šli, ne? Ja, relativno hitro, tam leta 2003 mislim, da. Ampak jaz bom rekel tako, da Slovenija je še vedno najlepša. Je, ne? Ko se vrneš domov, je čisto drugačno. Že ko potegneš obroče, ne? 0,5 v zraku, tako da ne pozabno. Je nek občutek pač spet drugačen, ker priješ med te zamejske Slovence, te tako sprejmejo pač z posebnim načinom, ne? Drugače je pa, se pravim, da bomo to že je bilo hit, koliko smo bili, en mesec nekje, ne? Po 14 dneh je bilo tako domotožje, da smo kome čekali. Da grede nazaj. Je pa lepo, kako te Slovenci po zamejstvu sprejmejo, ne? Se mi zdi, da včasih je več, bi človek rekel, kako bi to rekel, da so bolj veseli Slovenije, pa tako naprej, bolj domoljubni, kot pa mi sami Slovenci, na tak način. Ja, vsekakor, seveda je vsaka stvar, katere nimamo na dosegu, slajša. Slajša. In oni seveda korenine ne pozabiš nikoli, si v drugi državi, vsi seveda državljan tiste države, prebivalci države, ampak srce je pa pač drugje. Drugje, ja. To je pa res. Se ljudje pač si ustvarijo družino, živijo dalje, ampak ves pač s koreninami pa obstaja. Ki je pa bije, ne? Tako. Na tej naši mali zeleni Sloveniji. Tako. Po festivalih ste to špilali? Ja, na začetku smo se ogromno udejstvovali festivalov, in tudi se bom malo pohvalil, bili zelo uspešni, mislim, da smo imamo preko 30 festivalskih nagrad. Potem pa smo pač s tem malo prenehali, ker smo prepustili. Ne, imajo še drugi malo priložnost, ne? Ja. Zdaj prideš do ene mire, pa ne imajo še drugi malo, da pridejo do tega, ne? Da ustvarjajo, ne? Točno tako. Koliko vse skupaj komadov ste posneli, se spomnite? Posnetih je okrog 50 komadov. Ste tudi kaj sami avtori besedila pa melodij? V bistvu melodije vse sami. Vse sami? Melodije vse. Razen eno priredbo smo v bistvu Slakovo posneli, ne? Kaj je že tale? Meni ni zabogatijo. Drač samo skoj pa... Besedila so nam pa vsi ti pač priznani tekstopisci pisali. Melodijo pa sami? Tako. Ker tu se spravite, dobite v tekst, pa začnete po občutki, kaj bi pasali teksti? Pesem je enostavno, pač, če pride pravo besedilo, pride dobra ideja in nekako mi zagovarjamo tezo, da pač ansambli naj ustvarjajo svojo glasbo, ker sami sebe najbolj poznajo. In sam sebe na nek način izraziš. Pač in s tem tudi narediš nek svoj stil, nek svoj melo, svojo prepoznavnost. Ker če pa ne bom rekel, seveda so vsi glasbeniki, kateri ustvarjajo glasbo, so perfektni, vrhunski glasbeniki, ampak nekako pač je to neka tuja, bom rekel, Ni tvoje, ni tvoje duše. Ni pristno, tako je. Ni duše, to se ve. Če ni tvojega noter v mozgi, je pa bilo kakšne stvari. Sicer je treba poudariti, da včasih se zlije, tudi ta mešanca zelo dobra, ampak nekako pač se mi zdi, da je pa bolj, da sam delaš. Bolj ljudje čutijo, da se to verjetno sami tudi vidite, vi še bolj poznate ta muzika pa ansamble različne in točno vidite, verjetno, ko že špilajo,
to so pa pove sami naredili, pa deklete, pa to pa niso naredili sami. Ne? Ko že vidiš, kakšen odnos imaš, po moje, na obrazi te peše, pa če še pa ničiš. Vsak ima neke svoje ideje, svoje poteze in ponavadi, ko slišiš kakšen komad na radiju, že točno veš, to je pa sigurno ta napisal. Ko ima nekšen kaluk. Ne? Tako. Pobje, gremo mi na naslednji video, če ste za to. Lahko. Naslov je Nisem pozabil. Ja. Ne pozabil drugače, jaz pa tako, gle rečemo pozabil, ne, če je pozabil. Podolensko, ni drugo. No, vidiš tako. Dajte mi povedati, o čem govori video spot, kje ste ga snimali? Ta video spot je pravzaprav iz festivala Ptuj. V bistvu ni video spot, ne? Tako, je v živo posnetek, ja. Je pa v bistvu ta pesem tekmovala oziroma zmagala, bila najboljša skladba 4. desetletja, ker so namreč na tem festivalu zbirali zmagovalko 50 let, se pravi, festival je praznoval 50 let in najlepšo skladbo tega festivala so iskali in zmagala je sicer skladba Te domači viž od Fanta z vseh vetrov, pač vemo, super skladba, tako da jim še v tej priliki to čestitamo, no ta naša pesmica je bila pa druga, ne. Tako da smo ponosni na to, hvala lepa, v taki konkurenci, v kakršni smo bili, je res to velik dosežek. Spobi vseh vetrov ni? Rekel, ni se zašpelat, ne? To je pa druga. No, če ste za to gremo pogledati. Lahko. Pa mogoče jaz bi se še podaril, da to pesem napisala žal pokojna Fanika Požek. Tako da, če je kje Dajmo je zdrav Faniki, nej se ima fajn, pa nej nas posluša, pa gleda, ne? Na zdravje. Zdravje. Evo, dragi gledalke, dragi gledalci, drugi video spot od Mladih Dolencev, Nisem pozabil. Spet bom nocoj zaigral svatom na vasi, so dolgo nocnimi bom riskal in pel. Konec je san skriva mi prepolni čaši, konec je dni, ko sem bil še vesel. Zapečolan bo nocoj mlada nevesta, bisere svojih solza mi skrivala. Nisem pozabil obljub, da mi bo zvesta. Vedno bom nosil iz sredi srca. Nisem pozabil, dekle, nocoj bom igral, če tudi mi poči srce. Nocoj bom s harmonika zadnjič za tebe zapel, a zjutrišnji dnev nekam daleč odšel. Sem grad nad oblak modre višine, videl pa nisem globi temni strmi. Zdaj vem, kako sreča se hitro razpline in da ostane samo še spomin. Nisem pozabil, dekle, nocoj bom igral, če tudi mi poči srce. Nocoj bom s harmonijo
čoče. Nocoj bom s harmonika zadnji za tebe zapil, a zjutrišnji dnev nekam daleč odšel, a zjutrišnji dnev nekam daleč odšel. Dragi gledalke, dragi gledalci, evo z mani še kar mladi Dolenci in Simon ter Tomaž. Glej, ko ste gledali zdaj tale videospot, nisem pozabil, smo se malo pogovarjali in imajo Kobi ena anekdota zapovedati, ne? Nekaj se je zgodilo na tem festivalu, ko ste tole skladba izvajali. Na kaj bo, dajte mi povedati? Ja. Mislim, meni sta že, da bi še gledalci slišali, pa gledalke, ne? No, pa bom pa še vam zaupal, tako. Ja, ta festival se je odvijal leta 1999, ne? In seveda mi smo šli na ta festival iz Novega mesta na Ptuj in ko smo prišli gor, smo pazili, da nimamo škorn od narodne noše, ne? Škorn, pozabili. pozabili. Pa povej, škorne. Škorne. Kako? Ja, žal, se zgodi, ne? Ni noben odziv. Noben. Na zanimiv. In kaj ste pa rešili? Ja, pač bila je zadeva, da smo bili z ansamblom, s katerim smo bili skupaj v garderobi. Oni so bili, se pravi, en ansambl, ne direktno pred nami, ampak še, se pravi, dva pred nami. In ko so oni prišli iz odra, hitro se zud, gremo pa na oder gor. Pa so bile vsaj številke mrenglih tam? Ma je bila velika. A velika, dobro, to je dobro. Samo da ni premalo, veš, ga bolj prsti noter, veš, grab znota, da ne vedno pogleda. Zanimiv, zanimiv. Se drugače pa tudi tako, ko gremo na špil, kakšen tudi zmeri nekaj pozabimo. Zmeri nekaj pozabimo. Ali kitaro, kakšno, ali kakšno, A tudi to? kakšne kable, to pač. Je pa, koliko pa kitara ne boste? Pač ni. A je sposobno? Ne, imamo več, imamo 3 kitare, od harmonike imamo tudi 3, A ja, tako da pač- lahko kakšno pozabimo. A ja, da se če pa tako samo stvari, pa mogli biti enega prav tam za pesnikarja, ko bi štel. Mama, kljubce dela, ne? mama. Če imate toliko stvari sami, ja. To je, kar ni, mislim, enostavno, ne? Ja, opreme je kar velik, ne? Ja. In Gre to vse v kombi, ali? ja, gre. Gre, Sicer, kombi pa prikolica. imamo tako, da gre pač moj oče, kot se rekel, tonski mojster pred nami, pa zadevo postavi v zvočenje in tudi pelje inštrumente, mi pa potem pridemo za njim. Ne? Tako da na ta način gre, sicer je pa težko. Ja, vse to je, ne? A pol ote pozab. Ne vi. No, takrat smo se še skupaj vozili. Tako da, Pa se pač nekako vsak naj drugega zgovarjamo. Ne? Dobro, no samo da en drugem ne zameri, da se še skupaj špilate, to je važno. zamerni. No, to je važno povedati. Če bile zamere, tudi ne bi več skupaj verjetno. Absolutno. Tu moraš zmeri nekaj kompromise, pa dobra vola, pa pa je to, ne? Ja. Točno tako. Povej, dajte mi povedati, kakšni so kaj plani mladih Dolencev za naprej? Kaj boste delali? Ne? To je pa zanimivo vprašanje, ne? Ja. Ker že zdaj, ko pridemo na oder, nismo več tako mladi. Ne? Dobro, sem lepo je pa slišati, sem povedal, pa matko začel, se, da bi to večno trajalo. Ne? Ja. Pa, kaj čem reči, no? Želimo si predvsem zdravja. No? To je važno. Drugega, če bo to, pač bo vse ostalo, bomo pa seveda še kakšno pesem posneli, želimo si kakšno lepo besedilo, ker namreč od nekdaj smo bili perfekcionisti glede tega, tako da smo besedila vedno skrbno zbirali in želimo temu slediti tudi še naprej. Kakšen videospot Narediti. ne? Super. Tako. Ko boste imeli nov videospot, takoj me pokličite, Tečk, videospot, bomo dali na lestvico, novo poslušali. To povej. Ja, mladi Dolenci, ko si rekel, niste več kot stari. Ja. Ti moraš reči, da ste, ko ste začeli špilati, da ste bili glih v prvem razredu. Zato ste še kar mladi Dolenci. Ja, se sej. bliž je bilo, pa meni da tudi hodil bliž, ne? Se nas Torej, večkrat vprašajo, ne, pač,
kako bomo, zdaj še nekako zgledamo mladi Dolenci, ne? Kako bomo, naprimer, čez 10, 15 ali pa 20 let. Ne? Bom pa sem na začetku, pač pred tem bomo dodali večno, ne? Besedo večno mladi Dolenci. Ne? To je rešitev, vidiš. Rešeno vse. Vedno zmeri mlad, ne? Vesel mlad, to je to, lej, to te ne more nič pokvariti. Tako da takrat bojo šele anekdote take ta prave, ki bomo čez 20 let pač že malo v letih, ne? Kako bomo na oder hodili, ne? Ali bomo s krivačkami, ali bomo... Takrat bomo verjetno že leteli, veš, bojo to v teste, veš, ko sem vedel, da leteli. Ja, tako pa te prepelali, no už treba, da še inštrument znam. Pa bo vse komod. Ja, veš, to je to, to je bodoče luksus, ne? Ko še mogo od ženska dobiti dovoljenje za aviacijo, veš, to je vprašanje. Če bo teleportirali, sedeš na oder pa nazaj. To. Vmes, ko še nagledaš televizijo, evo, pok. Grem med reklamam, ne? To še nekdo sploh ne uvedla, kje smo bil? Na WC-ji. Na koncertu. To bilo pa dobro, tudi za mene, veš? Marija, lahko daj na špricer, mi ga dej smokneš v gostilna. Pa sploh ne vem. To, če nam začel jaz fizika študirati, tole da študiraš, ker sem jaz Se eno anekdoto povedal, zanj smo bili v bistvu v gostilni, smo šli z enimi prijatelji malo na eno zvečerno pivo, no. Pa pride kolega v copatah sobnih, prileti noter. Ne mi hitro je špricer, prav, ne? Hitro spije, prav, kaj pa je, kje pa si, ne? Moč sem smetine, jaz sem. Pa je moj podojšo. Dobre. Fantje, odlično bi bilo z vama, res. Prav, se vidi, da sta še mlada, ne? Se vidi, da sta še mlada. Se trudimo biti. No, to je važno. Hvala, ker ste bila moja gosta. Upam, da se še daj vidimo, da se slišimo. Ko bo nov video spot, pobje sam pokličite, pa damo na naša video lestvica. Štima? Preden pa gremo, moram pa napovedati še zadnji video spot danes. Naslov ima Nocoj je druga rekla mi. Kaj pa je rekla druga? Če bi šel z mani? Ja, dajmo se pač spet predstavljati, ne? Domišljeja posma pot, a? Tako. Kje ste to Mislim, snimali? se pesem pove svoje, ne? Ja, to je pa že dolgo, časa nazaj, ja, mislim, da okrog leta tam 99-2000. Zdaj kraja, bom po pravici povedal, da se niti ne spomnim, bilo je tam okrog Grosupla nekje, no, ampak točnega kraja se pa ne spomnim. Ja, tam se vidi, da so bili še mladi, no. No, evo, genau, mladi Dolenci, ne? Tako. Simon, Tomaž, Stovkar Bohlonika sta bila moja gosta, res, pa se vedno drugi privili. Ja, malenkost, šele v družbe, koliko bojo gledalci veseli, ko ste bili pred mojim hramčkom, ne? Se imate lepo zrihtano. Ja. To je drug moj vinograd, veš? Moram sem to povedati, ja, prvo sem imel kjevder tudi, pa sem tak bekser fasil, sem ga mogel sam zabetonirati, ga nisem mogel reči, tako da to je pa moj drug vinograd. Zdaj se še enkrat držim. Pa pazi. Ja, Mirko. Hvala lepa še enkrat, da? Hvala vam. Pa bo ta pridna. Enako. Drage gledalke, dragi gledalci, evo še zadnji video spot danes od mladih Dolencev, Nocoj je druga rekla bi. Na, kaj je pa rekla? Pa vi preštudirite. Na, pa se vidimo bolj na video lestvici. Če dolgo boš izbirala za ladiklica, fantov štila več ne boš ostala brez moža. Sem dolgo hodil za teboj in verjel ti vse. Zdaj sem končno le spoznal, da ne ljubiš me. Nocoj je druga rekla mi tiste 3 besede, ki sem jih zaman želel slišati od tebe. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolel, zjutrom boš odšla.
besede, ki sem jih zaman želil slišati od tebe. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolil, zjutrom boš odšla. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolil, zjutrom boš odšla. Vem, da bom te prebolil, zjutrom boš odšla. Evo nas, ljudje božji, pa smo spet nazaj na naše video lestvici. Ja, sa se hodečo tele mladolenci, ne? Ja, še zmeri navejhan, nemaš kaj. Neč, gremo naprej mi na naša video lestvica. Naslednji so akordi. Naslov video spota pa Najina zgodba. Ja, veliko je teh zgodb, ne? Marsikaj bi lahko človek napisal, povedal. Dolge filmi in nadaljevanke bi bile tukaj, ne da? Lepih stvari, težkih stvari, hudih, čudovitih, vsega je. Od tragedij do komedij, do ljubezenskih filmov, do raziskovanja narave, ne da ne, kačte, poučnih, marsikaj je v teh naših zgodbah, kar ni res. Vsak pa piše svojo zgodbo, veste, ja. In nikoli ne smemo gledati, da je nam sam kakšna tragedija v naših zgodbah. Ne. Morate gledati to z druge plati. Velikrat je kakšna komedija, pa tudi ljubezenski, pa bilo kaj drugega veselga. Ja. No, upam, da ni kakšna znanstvena fantastika v vaših zgodbah, na vesoljci pa to, ajde. Čeprav jaz pravim, toj, koliko nas je planetov, ne pa toj, ko je solje, je verjetno še kakšna zemlja se naredila, ampak pol smo zdaj tu, evo, smo že tam, ko ni treba. Naj bojo vaše zgodbe, lepe zgodbe, vesele, pa tudi žalostne. To je del življenja. Akordi in najina zgodba. To je povest, to je zgodba najina. Bolj ko čas beži, vse lepša se mi zdi. Vsak novi dan piše vajinovo stran. Vsak dan sem bolj srečen, ker te imam. Kar spomnim se, si ljubila me zvesto. Oprostila vse in tolažila me. Solze in smih, sončne in viharne dni, skupne sanje sva delila si. Za najin dom dala sva, kar sva imela. Skromen je, a je mnogo sreča v njem. Zdi se mi, da res imam vse na tem svetu. Ko stisnem te zvečer v vroč objem. Spomni se, si ljubila me zvesto.
sanje sva delila si. Najin je dom srečen, ker sva skupaj draga. Sonca brez tebe v njem bi ne bilo. Mnogokrat si zaželim, da prej kot tebe mene čez prah domači ponesu. Zaželim, da prej kot tebe mene čez prah domači ponesu. Ja, zaenkrat je še nej, upam pa, da bo vsaj malo, parkrat je že bilo tako za sela. Koga se sprašujete? Zemska pravljica. Zemska pravljica je tudi naslov vedel spota, kako bomo zdaj le pogledali, od Andreje Zaletelove. Ja. Vejte, zdaj je sam Andreja, včasih je bila še Zaletelova, pa jaz se zmeri jezik, mantram, pa mislim, da ne več zdaj, da je zdaj sam Andreja. In zemska pravljica. Ja, upam, da v tej zemski pravljici nastopa kakšen princ, pa princeza, pa ledeno kraljestvo, pa kak snežak, pa kak muflon. Muflon, ne? Zdaj se smejte. Ja, ne muflon, ne. Hej, ampak ne smem še povedati zaradi licenc, ne? Ja, me všek je lovo zaradi zemske pravljice za licenca. Ja, mislim, na Deznija mislim, ja. Kjer vete, me zastopite, dajmo pogledati Andrejino zemsko pravljico. Ko na zemljo liže zub.
Naslednji na naši videolestvici San Modrijani. Naslov videospota Zadnjič nocoj. Ni še to zadnji videospot nocoj, ne to od Modrijani ne bojo zadnjič nocoj. Mislim, nocoj bojo sam enkrat, no. Bojo pa še kak drug dan, brez skrbi, ja, neč se bat, Da pa brez ta plavih mi špilaj, pa to ne bo šlo, ne. Ja. Kdo zna, bom rekel, kaj še mi reč, kdo z dobra movska dela dobra movska, se to tvrti, ka ne res? Sam pogledajte veselejce, kdo pa največ ljudi pripelje? Ja, plav maja res zacleno, ampak pripeljejo pa tot ljudi. Zadnjič nocoj in Modrijani. Kadar se jutro rojiva, se zavim, da bom kmalu odšel. Pride slovo, a srci ne okliva in doda še najljubši napev. Pojte z menoj, zadnjič nocoj, pojte z menoj, zadnjič nocoj, zadnjič nocoj, ko bom odhajal zavidno in nazaj le v sanjah prišel. Množico bo zadnjikrat nepregledno, moj najlepši povabil na pev. Pojte z menoj, zadnjič nocoj, pojte z menoj, zadnjič nocoj, zadnjič nocoj. Ja, tako, evo, pa smo prišli do zadnjega videospota danes. Ta pripada veri in originali. Naslov videospota pa Klepetavi klarinet. Ja, čudovit. Čudovit, ko se klarinet lahko špila. Res, mislim, kakšne zvuke to proizvoje, kako je to lepo. Ne, sej, ali imamo tudi me v Posavju en kup odličnih klaritinistov, res. Velikih je. Enega tudi poznate, ste ga že videli, tudi tle Sotovškega Tamalga, ja, mislim, Tamal, ne, to je, mislim, da ta drug, ta drug, mislim, da po vrst. Nisem sigurno, ampak ne me držati za beseda, ne, se vete, kam mislim. Tudi tako čudovit špela klarinet, da vem, človek je lahko sam teh, usta odpre pa posluša tako. Točno tako lahko sam narediš, ne? In tudi ta Klepetavi klarinet je čudovit prikaz, ko klarinet, ja, klarinet lahko se izvleče sebe. Vera in originali in Klepetavi klarinet.
Je nečelji Bože, evo, to je bilo to za danes. Ja, upam, da ste uživali v naši videolestvici. Upam, da ste uživali v pogovoru z našimi gosti, mladi Dolenci. Ja, Bog dal naprošen pobje še da prijete kdaj v naš pred moj haramček, no? Je neč, do naslednjič, kaj naj vam rečem se, vete, kaj vam bo rekel, ker vam zmeri zaželim, pa iskreno mislim vsakič. Lepo se mejte, rad se mejte, pa velik se smejte, Boži. Hajde ga, držte se, adijo bok. Levo, desno vlečem mih, punce vedno spravljam smeh. Za ljudi je vižata, saj je